To je moja muzika. Fabla Kolektiv, kako sta? V redu, ja. V bistvu imava kar tako intenzivno izkušnjo tukaj na Zigetu. Včeraj smo nastopala na main stageu, kar je bilo kar veliko za naju, no. Tako da danes sva pa zjutraj malo easy, popoldne imava še eno predstavo, jutri še eno, tako da je kar veliko stvari, no, se dogaja. Moram tudi jaz reči, da včeraj na tem glavnem odru je bilo kar noro. Na nek način ima ta main stage ima v bistvu nek čist tak svoj univerzum, kjer deluje vse zelo organizirano, pa hkrati tudi zelo kaotično, tako da ja, je bilo ful dobro to izkusiti, no. Ziget je prostor intenzivnih dražljajev, vajina predstava pa zahteva pozornost do precej subtilnih stvari, ravnotežja, teže zaupanja. Kaj se zgodi s predstavo v takem okolju? Ja, ful dobro vprašanje, zaradi tega, ker to je najin kar problem bil na tem velikem odru, zaradi tega, ker res predstava je narejena za ljudi, da so okoli naju, 360 pač sedijo in so zelo blizu naju. In tudi na to sva delala, da je predstava intimna in tudi kakšni momenti so zelo tihi in ful dobro delujejo. Ampak tako, ne, na velikem odru je pa to kar mene osebno, no, mi je bil kar mal problem, zaradi tega, ker ne prideš ti do publike, ne. Zelo so daleč dejansko, čeprav, mislim, meni je bilo kar težko, no, se prilagoditi na ta velik oder in tudi, ja, na koncu pol, ko sva gledala za nazaj, je bilo tako. Mislim, čisto druga izkušnja, kakor tukaj, ki jo imava, ko bojo ljudje z nami in ja. Si kar delim to izkušnjo, sva se z Mojco dosti v bistvu preizpraševala, kako pristopiti k temu nastopu na glavnem odru, ampak na koncu sva se tudi, čeprav je bil izziv, bi rekel, da sva nekako se odločila, da ostaneva zvesta predstavi in pač umetnosti, ko je delava in na koncu, da se mogoče ne podrediva ali pa prilagodiva temu nekemu žurerskemu občutku, ampak da pač predstava živi v svojem občutku in se mi zdi, da sva pol to tudi nekako dosegla, no. Za poslušalce, če pojasnimo, kaj točno se dogaja med vajino predstavo? Predstavi je naslov celi predstavi, na glavnem odru sva imela samo 10-minuten odsek te predstave, cela predstava je dolga slabe pol urce. Ja, drugače pa na odru se dogaja, v bistvu je nek odnos midva rečeva, da je nek odnos med tremi telesi, čeprav sva samo midva na odru, je v bistvu zraven naju še taka kinetična skulptura, v bistvu gre za nihajočo lestev, ki ima na eni strani pripete uteži, teh uteži je tako blizu 400 kg in potem ta lestev se pa tudi vrti v vse smeri, se pravi niha gor in dol in se tudi obrača 360 stopinj okoli svoje osi in potem midva preko predstave raziskujeva pač različne tematike in pa v bistvu je na nek način tudi raziskovanje in pa igra gibanja med nami tremi. Kako se prevažate vsi trije? Vsi trije. Ja. V bistvu imava en kombi, no, s katerim gremo povsod. Zdaj sva bila tudi poleti, sva bila v Grčiji, na Portugalskem. Pol na kakšne take daljše destinacije imamo tudi voznico, ki gre z nama, midva grejo potem z letalom, tako da ja, je tudi to izziv, ker imava to veliko strukturo, ampak se nam zdi vredno. Sama postavljate? Ja. Odvisno od festivala, pa odvisno, če imava s sabo še tehnico, nama pa pol pomagajo še ostali. Nama je vedno v bistvu pri taki stvari, ker ni scenografija zgolj tako, bi rekel, kulisa, ne. Mava midva ali pa mogoče imam jaz s tem predvsem težave z zaupanjem, no, ker se vem, da so ljudje, ne dvomam v sposobnost ljudi, ampak pri taki stvari, kjer je pa v bistvu na nek način tudi najino življenje ali pa neke poškodbe
visijo na nitki, pa ja, vedno vse raj 3-krat, 4-krat, 5-krat preverim in tudi v bistvu, kadar gre za rekvizite in pa skulpture, ki jih mi uporabljava, sem jaz tak, da jih zelo rad sam sestavim, čeprav ja, mi pa to v bistvu na koncu dneva vzame veliko energije, ker je in nastop in postavljanje, ampak ja, dostikrat pa imava kakšno ekipo tudi, ki nama pomaga pri nošnji in tako da saj tisti del, kjer se nosi gor in dol te strukture, pa imava velikrat pomoč. Kaj komunicirate s to predstavo? Predstava je vprašanje svobodne volje, svobode in pa omejitev na drugi strani in ta odnos med temi 3 temami je nekako podobno kot ta odnos, ki se dogaja med 3 subjekti na odru, torej med mano, med Mojco in pa med samo strukturo. In te teme se ves čas prepletajo preko nekega ravnotežja in čist igre telesno. Preden gremo k prvi glasbi oziroma skladbi, ki sta jo izbrala, kako je pa z vajino glasbo med samimi nastopi? Ja, v bistvu glasbo je naredil Martin Vogrin. Z njim sva sodelovala, ker smo jo ustvarjali in smo jo tako naredili, da sva lahko samozadostna in je v bistvu v enem tracku. Na začetku se spusti glasba in se igra celo predstavo. Žanrsko? Ja, zanimivo, kako sploh opredeliti žanr. Pa se mi zdi, da že tako je predstava nekje tako medžanrska, bi rekel. Ne vem, če spada zdaj prav v nek specifičen žanr, ampak gre za, ne vem, kombinacijo sodobnega plesa s sodobnim cirkusom. Tako da je že tukaj malo medžanrska, pa bi rekel, da je glasba tudi v tem kontekstu medžanrska, je pa pač ja, elektronsko narejena z posnetki glasbil, tako da ja, mešanica elektronike in glasbil. Se pravi, je glasba recimo tista prva, ki jo dobita, pa potem na to sestavljata ali kasneje prilagodita? Ne, prva v tej predstavi je bila scenografija. Enkrat, ko sva imela pač to kinetično strukturo narejeno, sva se začela s tem igrati, pa videti, kaj so sploh možnosti, kaj so limiti, če je kaj za popraviti, dodelati. Pa sva nekako videla, v katero smer, pa kako bo strukturirana dramaturgija predstave in pa glede na to dramaturgijo smo se z Martinom dobili in pogovorili, kako bi lahko to najbolj špelali. Naredimo glasbeno pavzo, katera je prva skladba, ki sta jo izbrala za naše poslušalce in zakaj? Se pravi, ja, prvo bomo, ker smo lih tukaj na Zigetu, sva si izbrala Parcels pa Maro, Live Your Love. Ja. Ste bila včeraj na koncertu? Ja, sva bila. Jaz sem kar fenica Parcelsov, sem se jih ful veselila. Nisem vedela, da bojo tukaj, pa sem gledala program, tako da sva šla. Sicer sva bila kar že utrujena po celem dnevu dela, ampak ja, je bilo fino, ja. Se strinjava s Katjo, mi da sva se tudi imela zelo fajn. Ja, dobro je bilo. Jaz pa, ja, moram sam priznati, da jaz sem bil včeraj res utrujen in sem v bistvu bolj stal pa gledal, kakor da bi zraven še plesal, ampak res me je zmanjkvalo, no. Ja, je bila kar pozna ura, tudi že zame pa s tem nastopom na glavnem odru je bil v bistvu cel dan kar dosti stresa in sem bil čist na koncu z močmi. To je moja muska. Fabla Kolektiv, vi pa ste nastopila pred Luis Capaldijem, vam je to kaj še posebej pomenilo ali? Ne, mislim, meni je bilo sam zanimivo, ker smo bili v backstageu in pa grem na WC in zraven je Luis Capaldi na WC-ju in Florence je sedela na kavču v Easy, tako da so samo ljudje, tako to smo videla, ne. Fabla Kolektiv, omenili smo že naslov vajine predstave Ali ptice sanjajo o letenju. V bistvu zanimiv paradoks, glede na to, da človek sanja o letenju prav zato, ker ne more, je predstava bolj raziskovanje svobode ali naših omejitev. Ja, res je. Ja. Tukaj predstavljamo tako raziskovanje v bistvu svobodne volje, svobode in pa na drugi strani pač omejitev, ki s tem pridejo. Ne? In to se tudi v bistvu predstavi pol na nek način zelo konkretno uprizori preko najinega odnosa in iskanja ravnotežja. Ne? Ja, obenem je tudi tako nekako ponazorjen nek tak lebdeč feeling, leteč, ampak
ki pa je omejen za samo strukturo, v katero pač sem jaz na koncu tudi opeta. Tako da sva zelo tudi dobesedno šla v to metaforo. Lahko deluje lahkotno, a ne? So tudi momenti, kjer je v bistvu treba fizično zelo močno delati, da se to lahkotnost pač doseže in to se tudi vidi oziroma kakšna oseba iz publike lahko to opazi in nama je to ok in sva se igrala pač s tem kontrastom tukaj. No. Ko jo gledamo, je nevarnost ves čas prisotna, vendar predstava ne deluje kot demonstracija tveganja. Kako pomembno je za vaju, da občinstvo nevarnosti ne zazna oziroma da ta ne bi postala spektakel sama po sebi? Nisva tako zavestno razmišljala o tem, da se predvsem sva skušala poskrbeti na prvem mestu za najino varnost, pa da iz tega vidika vse to funkcionira. Pa predvsem se mi zdi, da če imava midva zgrajen en občutek zaupanja in varnosti, pa da se dobro počutva na odru, da se bo ta občutek tudi projiciral med ljudi. In iz tega sva predvsem izhajala. Lestev je objekt, ki je običajno namenjen temu, da človeka varno pripelje od ene točke do druge. Vidva je vzameta to stabilnost. Kaj vama je omogočilo, da sta tako funkcionalen predmet spremenila v nekaj tako nepredvidljivega? Ko sva začela raziskovati, kaj bi lahko naredila, pa kako se bi teh tematik, ki smo se pogovarjali danes, lotila, nama je že dolg časa sva razmišljala o tem, kako najbolj prikazati to ravnotežje. In vedela sva, da bova nek tak protiutežni sistem izbrala, ampak kaj pa bova dala na to protiutež, je bila pa stvar v bistvu kar nekega meseca, dveh debatiranja in raziskovanja. In na koncu sva se odločila za Lestev zgolj tudi iz praktičnih razlogov, ker je omogočala en zelo širok spekter gibanja. Ker čim bi izbrala nekaj v smislu bolj enostavnega, ali da je neka palca, ali da neke stvari ven visijo tako, je zelo težko se je gibati zaradi tega, ker na tej lestvi ni upora, ne? Medtem ko na navadni lestvi ti imaš upor zaradi tal, je stabilna. Tukaj pa vedno, ko pritisneš v njo, se ona odzove na tvoje telo, ne? In je bilo v tem kontekstu sva razmišljala, da imava čim več nekih tudi oprijemalnih točk in tako, res iz praktičnega razloga. No? Kakšne alternative, čisto tako vprašam, omenil si palco, kaj sta še imela v mislih? Ja. Ne bomo komu dali kakšne ideje, no, ampak... Ne, pa se te ideje se skozi razvijajo, pa spreminjajo, pa tudi jaz sem, če bo kdo dobil inspiracijo iz tega intervjuja, jo pa tudi ne, je pa tudi v dobro vsem skupaj. Kaj je bilo, v bistvu so bile neka taka, kot nek kitajski drog z takimi manjšimi palcami, ki so pač iz njega izbuljene, tudi tako kot neka lestev brez ogrodja. Na ta način pa so bile neke spirale v opciji. Spiralne stopnice sva tudi imela. V bistvu so vsi neki elementi, da pridemo na malo višji nivo. Mislim, tako dobesedno. Oba prihajata z različnimi znanji in referencami, katere izkušnje so najbolj oblikovale današnji vajin umetniški izraz, če lahko malce povzamete. Ja, meni osebno, jaz sem pač celo življenje plešem, delam s telesom, tako da to, kar zdaj počnem, je nekako odraz celega mojega življenja. No, tako in mi je res fino, da imam priložnost ustvarjati in da je to moja služba. Kaj se je v tvojem razumevanju telesa spremenilo, ko je van na nek način stopil cirkus, pa ta element realnega fizičnega tveganja? Ja, v bistvu je kar en velik, čist je drugo, ne? Sploh midva, ki sva šla študirati v Švico, sva šla študirati partnersko akrobatiko, tako da tam se, če ne drugega, je en velik del v nekem tveganju, veliko je enega strahu, vsaj par meni je tako bilo, ker sem velikrat na višini in je treba malo drugače razmišljati, tudi tako biti pazljiv na to, kaj počneš, kako pristajaš. Veliko je bilo tudi enih poškodb, bolečin, tako da iz tega vidika se mi zdi, da nekako da bolj pazim na svoje telo ali drugače nekako delam z njim, da imam
drugačen pogled iz tega vidika. No. Še tvoje dosedanje izkušnje? Tako iz gibalnega sveta najbolj to, da sem že kar nekaj časa v akrobatiki pa cirkusu. Jaz sem bolj ne v cirkusu začel. Tudi s plesom na vrvi ali pa na zračni svili in pa se je v bistvu iz tega ven razvijalo tudi gibanje, sodobni ples, fizično gledališče. Ampak sicer pa v bistvu kar veliko tako stvari name vpliva, tudi razni filmi, predstave. Zadnje čase pa me predvsem kinetične skulpture v osnovi zanimajo, se pravi skulpture, ki se odzivajo na neke zunanje elemente, ali je to veter, ali je to motor, ali je to gibanje telesa in preko tega se je pol tudi razvila, v bistvu se razvije to glavno raziskovalno področje fable, ki pa je kinetične skulpture v odnosu do teles. Ja. Psihoanaliza definitivno, na njo sem že, hvala, ker si me spomnila na moj študij, psihoanaliza tudi zagotovo nekako je postala zdaj že kar malo ukoreninjena v meni in sem jo mogoče zato pozabil, ker nisem več v tem procesu študija. Veliko časa sem v enem obdobju posvetil temu, predvsem torej študiju tega in pa na koncu sem šel tudi zaradi tega študija v osebno izkušnjo, kjer sem preživel 3 leta, 3-krat tedensko sam v psihoanalizi, kjer sem odkrival neke svoje vsebine in preko odkrivanja teh vsebin se mi zdi, da se mi je odprlo eno veliko in zelo široko področje zanimanj in pa predvsem to, da sem pridobil, bi rekel, ta pogum, da lahko ustvarjam. Se mi zdi, da sem bil predtem mogoče bolj zadržan do te ideje ali pa se mi ni zdelo, da je ta ideja zares možna. Pri vajini predstavi je svoboda mogoča zaradi ogromne količine discipline in nadzora. Je to protislovje, ki ga opažate tudi izven v svetu nasploh? Svoboda je res tako zelo širok pojem. Se mi zdi, da z disciplino pa z nadzorom, tako, če gledam svet, ne pridemo do te svobode, o kateri midva govoriva, vsaj tako se mi zdi. Se mi zdi, da svoboda pride z sprejemanjem. Svoboda pride s tem, da sprejmemo ljudi, osebe, ideje, vere, vse to, kar čutimo, da je vse nekako okej. In v tem kontekstu se mi zdi nadzor, sploh zdaj, če malo povzamem to, kar se dogaja po svetu, se pravi z nekim nadzorom ljudi, z umetno inteligenco, ki nadzira ves čas naše gibanje, se mi zdi, da to dolgoročno ne bo pripeljalo do te svobode, o kateri skušava midva govoriti, čeprav spet bi rad tukaj rekel, da svoboda pride vedno z nekimi omejitvami, bolj kot z disciplino pa z nadzorom in znotraj tega pa se mi zdi, da ima predstava pač neke nianse in pa odgovore, na kjer je skušal odgovoriti. Veliko sodobnega cirkusa temelji na tem, da izvajalec naredi nekaj, česar večina ljudi fizično ne more. Vaju bolj zanima občudovanje sposobnosti telesa ali trenutek, ko gledalec pozabi, da sploh gleda akrobatiko? Meni je lih to pomemben, pomemben zmeri po predstavi, ko dobivajo kakšne feedbacke. Velikrat nam rečejo, da ne znajo čist umestiti v nobeno disciplino ali cirkus, ples, ampak da je nek skupek vsega tega in to se mi zdi meni osebno najbolj pomembno in taka lep feedback je to, ker tudi sama dva si ne želiva ukalupati v en okvir in pač delava stvari, ki nama pašejo, ki so nama pomembne in se ne želiva samo v eno smer postaviti. No. Tako da meni je pomembno, če na tvoje vprašanje še odgovorim, da nekako gledalka pozabi na to, da gleda akrobatiko in se pač prepusti občutku. No. Pa tako kot je Mojca rekla, preko pač feedbacka, ki ga dobivava, se mi zdi, da temu je tako. No. Včasih naj celo zelo preseneti,
koliko močen čustven odziv pride ob taki predstavi. No, sva imela že kar veliko enih zanimivih izkušenj. No. Ja, to je bilo moje naslednje vprašanje. Najlepši kompliment ali pa kompliment, ki vam je najbolj ostal pri srcu? Meni v bistvu osebno ne vem, če bi rekel, da je tako kompliment nekaj, kar ti nekdo reče, ampak se mi zdi, da so čustva tista, ker dostkrat se je, recimo, sva nastopala v nekih takih zelo intimnih okoljih, zelo lepo okolje, tako v smislu pokrajine, ne, ker sva večinoma sva zunaj, nisva tako na odrih. Ja, se v bistvu ljudje tudi zjočajo ali se zelo na glas zasmejejo ali so začudeni in se mi zdi, da so ta čustva tista, ki najglasneje komunicirajo meni, kaj si ljudje mislijo o predstavi. Ali obstaja trenutek v predstavi, ki je za občinstvo morda precej majhen, za vaju pa predstavlja največjo stopnjo tveganja? Ja, se mi zdi, da tako glede na izkušnje, ki jih imava z predstavami in nastopanjem, da je velikokrat tako, da je za naju kakšna stvar zelo, zelo težka, pa občinstvo tega sploh ne dojame, to pa so pa neke stvari, ki jih pa občinstvo dojame kot wow, midva sva pa čist easy, ne? Ampak v tej predstavi ni toliko veliko, bi rekel, zelo tako ekstremno tehničnih elementov, ampak je bolj tako poetično vse skupaj gibanje in iz tega vidika sva midva pač v gibanju zelo tako, se počutva dobro, no, v njih, ja. Ljudje pa zaznavajo mogoče nevarnost, ja, mogoče ta zadnji del, kjer si ti pripeta v pas, karata tudi malo stopnjujeva stvari, vse skupaj je malo hitrejše, malo bolj divje. Se mi zdi, da je ta del predstave ljudem predstavlja največjo grožnjo ali pa tako, da čutijo nek strah. No. Medtem, ko midva se počutva zelo, vsaj jaz se počutim zelo dobro, no. Zelo varno. Mogoče ima Mojca drugačno izkušnjo, ampak... Vse to pride pač tudi s tem zvajo, pa z ponavljanjem, da zdaj sva že toliko predstav odigrala, da res imava 100% varnost. No, tako da to... Vidva sta se spoznala na študiju? Ne. 18 let se poznava. Že v bistvu pred gimnazijo sva se spoznala. Ja. Druga skladba, ki ste jo izbrala in zakaj? Druga skladba bi lahko bila ta slovenska glasba, ki pa je v bistvu ima angleški naslov, ampak so slovenski izvajalci. In sicer bi tukaj predstavil enega najnega prijatelja, pa tudi soustvarjalca v nadaljnih predstavah, in sicer Rok Zalokar pa Žlehtet band. Oni delajo tako sodoben jazz, pa nek fusion in pesem, ki sem si jo izbral, je 12 Tone Waves. To je moja muzika. Če je Fabla, če se ne motim, nastala leta 1923 in je Siget že ena od postaj na tej poti, kaj trenutno še iščeta za naprej? Trenutno je s to specifično predstavo se je v bistvu nama kar odprl en svet, precej nepričakovano. Tako da zdaj trenutno bi rekel, da smo kar na taki prihajajoči globalni turneji. Naslednja postojanka je London, potem se zdaj obeta Koreja, Združeni Arabski Emirati, greva v Dubaj, potem na koncu v Portugalsko spet. Za naslednje leto se pa odpirajo spet nove priložnosti, Norveška, Danska, Finska, tako Italija, Španija, kar veliko je tega zdaj ratalo. Ja. Imate še koga, ki skrbi za vse to? Ravnokar sva v tem obdobju, kjer stvari presegajo najine kapacitete, tako da smo v dogovoru z iskanjem nekega produkcijskega menedžmenta. No. Kaj je bila ta prelomna stvar, ki vaju je? Prelomna stvar je bila zagotovo to, da sva bila zbrana v to mrežo sodobnega performansa in plesa Aerowaves Top 20, kjer sva bila zbrana za ena izmed teh top 20 umetnikov na področju sodobnega plesa in performansa v Evropi. Pol naju je pa ta mreža naprej nekako
predstavljala po različnih festivalih, od tam je pa potem se to nekako razvilo samo po sebi. Glede na to, kaj se dogaja v Sloveniji, vemo s kulturo, z umetnostjo, kako vidva živite, kako se da živeti s tem, s to vejo. Ja. Kako spremljate in gledate situacijo? Meni se zdi v bistvu situacija kar grozna, no, vse skupaj, sploh s tem, kar se dogaja na področju sodobnega plesa. To, da se je zdaj ukinil zavod, mislim, to je nekako ogledalo, ki ga imamo zdaj, kakšno ministrstvo imamo. Žal mi je samo to, da ja, tako kot sem prej razlagal, svobode in omejitve, žal mi je, da nimamo nekega bolj empatičnega vodenja na tem področju. In ja, vse skupaj je kar precej grozno in v neki negotovosti smo ustvarjalci in ustvarjalke po v bistvu nepotrebnem. No. Ja, denar se steka v nepotrebne stvari, medtem ko jaz res močno verjamem, da brez kulture mislim, ne moramo živeti. Čeprav se včasih tako zdi, ja, ni kultura hrana, ampak je pa hrana za dušo. No. Sem spada tudi glasba, ostala nam je še zadnja, tretja skladba, katero ste izbrala. Ja, za tretjo sva pa nekako izbrala glasbo Michelle Gurevič, Drugs Saved My Life, ki pa je v bistvu, sva videla eno predstavo na teh Airwavesih, na katerih sva bila na Portugalskem. In jaz zase moram govoriti, da se me je ta predstava toliko dotaknila in še vedno imam te vizualije in seveda glasba jih je podpirala ful močno in zato zdaj sem zbrala to glasbo. Najlepša hvala. Hvala. To je moja muska.